Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Ta konec tedna bo Idrija gostila dve odmevni prireditvi. Poleg praznika idrijskih žlikrofov bodo Idrijo obiskali tudi številni tekači, ki bodo nastopili na drugi izvedbi teka HG Trail. Zato smo v studio povabili predstavnico organizatorja Anjo Deželak. Anja, prav lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Letos bo to praktično prvi trail tek v Sloveniji, saj so ostali imeli kar nekaj težav zaradi koronavirusa, številne tekme so bile odpovedane. Kako ste se pri HG Trailu soočili s temi izzivi za organizacijo? Organizacija HG Traila letos je bila kar pod velikim vprašanjem. Ko pa smo dobili pozitivno odločbo strani NIJZ-ja, smo organizatorji stopili v akcijo, da bi zadostili vsem priporočilom in določilom za organizacijo in smo se s tem nekako spopadli. Zdaj pa upamo, da bomo vse skupaj čim bolje izvedli. A nam lahko malce podrobneje opišete, kaj sploh je trail tek? Trail tek je v zadnjih letih kar zelo priljubljen šport. Gre za neko kombinacijo teka in hoje. Velik poudarek je, da gre za tek in hojo po naravni podlagi, se pravi po nekih planinskih, gozdnih poteh ali pa gorskih stezah. Neko tako pravilo je, da največ 20% trase lahko sestavlja asfaltna podlaga, so pa običajno trase dobro označene. Na trasah se pojavljajo pač tudi okrepčevalnice, tekmovalci pa morajo na tej trasi tudi določene vzpone in spuste premagati. Za razliko od lani je predvsem bistvena razlika v tem, da je najdaljša trasa letošnjega HG Traila daljša kar 50 km. Katere trase bodo letos sicer na sporedu? Letos smo pripravili 3 različne trase, smo jih pa nekoliko spremenili. Najkrajša 14-kilometrska ostaja, naslednja je 27-kilometrska, najdaljša pa bo 50-kilometrska trasa. Kje približno se bo vse skupaj dogajalo? Mogoče kratek opis posamezne poti? Vse trase štartajo v samem mestu Idrija, pa potekajo po hribovjih okoli samega mesta. Najdaljša se začne v Idriji, nadaljuje na gorah, spusti spet nazaj v Idrijo, pa prek krajinskega parka Zgornja Idrca, poteka do Hleviš, nato naprej na Rejcev, Hrič, Kobalove planine in potem sledi spet spust v mesto. Ampak tako dolge trase najbrž zahtevajo kar številčno osebje pri sami izvedbi tekmovanja. Daljša ko je trasa, več je potrebnega nekega osebja, se pravi nekih prostovoljcev. Na tem mestu bi se tudi zelo lepo zahvalila vsem prostovoljcem in sponzorjem, ki so nam letos stopili nasprot in nam pač omogočajo izvedbo take prireditve. Sicer pa na listi prijavljenih je skoraj 270 tekmovalcev. Kdo od njih je po vašem mnenju kakšen izrazit favorit? Letos je prijavljenih kar veliko število tekmovalcev. O favoritih je skoraj težko govoriti, zato ker je nabor kar pester. Lahko pa recimo omenimo par kar znanih imen slovenskega traila. Nastopila bo Katja Kegelj-Vencel, nastopil bo tudi Peter Macuh, Miha Vidali, Janez Klančnik, Blaž Brečko. Zelo veliko čast pa nam je, da bo na HG Trailu na 50-kilometrski razdalji nastopil tudi aktualni rekorder slovenske planinske poti Marjan Zupančič. Kaj pa z domačimi tekmovalci? Vemo, da v Idriji je kar nekaj tekačev, ki se ukvarjajo s trail teki, so tudi oni med kandidati za najvišja mesta. Definitivno ima Idrija veliko tekačev, ki se bodo borili za najvišja mesta. Moram pa poudariti, da imamo mi kot HG Trail Idrija tudi 6 ambasadorjev, ki branijo naše barve. To so Žiga Lakner, Kristjan Ipavec, Kristina Kržišnik, Anita Gnezda Rupnik, Nina Frelih in pa naš najmlajši ambasador Tine Gnezda. Omenila so že, kakšne so trase, kako pa je časovni potek samega tekmovanja? Letos zaradi vseh teh ukrepov in priporočil smo v bistvu starte ločili na 3 različne termine, se pravi start najdaljše preizkušnje bo ob 7 uri,
27-kilometrske preizkušnje ob 8 uri in 14-kilometrske ob 9 uri. Bo pa potekal tudi ločen prevzem startnih številk, za vsako posebej uro pa pol pred startom. No. Sam štart bo na Mestnem trgu v Idriji, tam bo tudi cilj, pa me zanima, kako je z obiskom gledalcev. Si lahko ogledajo to prireditev, kakšna so bila priporočila NIJZ-ja? Ja, definitivno so gledalci na takih tekmah zelo dobrodošli, dajo svoj utrip na tekmovanju in tudi spodbudne besede tekmovalcev. Vsi so dobrodošli, edino naprošamo jih, da tudi sami poskrbijo za varnostne razdalje, da nosijo maske, če se pojavlja gneča ljudi, poskrbijo za sebe pa pač varnost vseh udeležencev. Sicer pa tudi sama nastopate na podobnih trail tekih. Kaj vas je pritegnilo k temu? Ja, zdaj pa res že kar nekaj let sodelujem na raznih trail preizkušnjah. Itak sem že od malih nog bila veliko narav. Glede na to, da sem iz Idrije, mi tek v klanc nikoli ni predstavljal nekega huda problema. Se pa običajno udeležujem tekov, daljših tekov, no, ki mi predstavljajo neki izziv in pol, ko tisto uspešno rešim, lahko to tudi na vsakdanje življenje prenašam. No. Kaj v vašem besednjaku pomeni daljši tek? Ja, moj najdaljši tek do zdaj je bil pač 100 mil, se pravi 171 kilometrov v Istri. Lepa številka. Sicer pa najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam uspešno izvedbo drugega HG Traila in pa seveda tudi uspešne nastope na ostalih prireditvah, katere se boste sama udeležila. Super, najlepša hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za ogled tokratnega pogovora in pa vabljeni k ogledu naslednjih prispevkov Studia Idrijskih novic.